Malo veseli, malo žalostni, nič žalostni, precej veseli vam voščimo dober večer. Iz velenjskega studija spremljate oddajo Najvižja, kot ste navajeni vsak četrtek ob 20. uri. Današnja oddaja zadnja v tej sezoni, zato mogoče malo žalostni, ampak nič kaj, ker smo v današnjo glasbeno sredo povabili kar 4 odlične glasbene ansamble. Prvi so z vami mladi upi, ki imajo drugačen plan, potem pa povemo kaj več. Dober večer želim. Sem te zagledal, dobro sem si te ogledal, ti pa si nasmejala se mi. V trenutku si me pritegnila, želim si te kot čašo vina, to noč srce podari mi. Ne povej, kam tvoj pogled strmi, ti spet zavreje kri, mi tam dol drsi. Daj, odstrani se drugam, od mene daleč stran, jaz imam drugačen plan. Ne dosežeš, če samo s to roko sežeš, kamor srce ti poželi. Jaz bolj čudne sem narave, hočem zase moške prave, nisem porina kot si ti. Daj povej, kam tvoj pogled strmi, ti spet zavreje kri, mi tam dol drsi. Daj, odstrani se drugam, od mene daleč stran, jaz imam drugačen plan. Odstrani se drugam, od mene daleč stran, jaz imam drugačen plan. Ansambel Mladi upi so z nami v studiu oddaje Najvižja, zadnja pred poletjem. Dober večer želim, Žan. Dober večer, Žiga. Drugačen plan imate? Imamo, vedno. Črno lasko zamenjali za blondinko? Seveda. Pa še kaj drugega? Tudi basista smo menjali. Ja? Ja, tudi basista. Nasmešek za nasmešek. Lahko še zvemo kakšno ime morda? Seveda. Predstavljamo vam našega novega basista Primoža na basu in pa seveda našo predrago, prečedno, prelepo, predivno Kajo Humski. Kaja, dober večer tudi tebi. Dober večer. Kaj je ansambel Mladi upi pridobil s tabo? Ja, mislim, da veliko energije, nasmehov tudi, kot vidiš, se skozi smejijo, pa migajo zraven mene. Zakaj zdaj kaj poskrbiš, ko si nova? Sem videl prej, da si jim že ovratnike popravljala. Ja, ovratnike, tako oblečem jih, popravim jim ovratnike, obujem jih, vse naredim. Kaj pa še kaj drugega? Ne, to pa... Ljubezen? Ne, tu se pa konča. Tu pa se potem konča. Kaj je ansambel Mladi upi pridobil s Kajo Humski, vodja ansambla? Kajo Humski? Ja, ni Humski. Humska punca pa še ni, pa tudi ni bila. Ja, prvo, kar je bilo, nas je pelala po trgovinah 2 dni, pa smo se malo oblekli. Se mi je zdelo. Ogromno zapravili, bom rekel 2 do 3 špile, nekje šlo kar bek.
ko še ne rečem kaj, besedila so zdaj tam, ko morajo biti, oziroma Žan jih celo zna zdaj, tako da zelo dobro vpliva na svojega sopjevača, moram pohvaliti. Celo frizure si zadnje cajte delamo, odkar je ona, nekateri se tudi obrijemo po novem, marsikaj bom rekel. Je pa res, da je pa zna biti čas zakomplicirano. V redu. Ok. Primož, dober večer tudi te. Dober večer. Odkot te poznamo? Mene, odkot? Mogoče prej od ansambla Poet. Kako je zdaj z mladimi upi? Kako bi opisal to glasbeno skupino, v katero si padel? Predvsem so mladi. Zelo mladi? Ja. Upi še vedno? Ja, lej, vedno moraš upati. Kaj so upali vaši družinski člani na začetku vaših poti? Ja, da bomo kdaj na VTV. Z dobro glasbo torej nadaljujemo. Energični mladi upi, kot kaže, z nami v oddaji Najvižja. Daj vrni se naslednja skladbica. S tabo bi šel zopet do tja, kjer se je razcepila, vendar bi zdaj se spremenil, boljši do tebe, draga bi bil. Vzel bi vžigalico gorečo, z njo srečo, na prvo mesto bi tebe dal. V tebi še tli žareč, naj zagori, se razplamti, vim solze so gasilega, sagno poljub bo vžigalica. Z njo znova tebi srce prižgal, menjal bi formulo za srečo, na prvo mesto bi tebe dal, draga, daj vrni se, saj znava še to vem, o draga, daj vrni se, popravil bom vse, ljubim te. Pa je tukaj tudi kaj res morda, Žan? Ne, ni res, ni Ja. res. To je sam pesmica, ki je spisal melodijo naš Dado, besedilo je prispeval Damjan Pasarič. Predstavili smo jo pa letos na festivalu Vurberg, drugače pa ne. Ne, ni. Je treba pokazati zdaj novo zasedbo mladih upov, oziroma malo razširjeno, malo spremenjeno, tudi na raznih festivalskih odrih. Vurberg je bil prvi, kam še greste? Ja, definitivno Vurberg je bil prvi, Ptuj je bil drugi, tako da, oziroma je bil, bo drugi. Bo še drugi. Bo drugi, ja, Tako. tako prvi vikend v septembru. Na predizboru smo že bili in smo prišli v finalni izbor, tako da Kakšni so občutki potem? fenomenalni. Ja, Res, Odlično. špica.
Kako pa kaj, mogoče, kdo bi mi znal najboljš opisati, ali pa dej, bom tebe sprobal. Verjetno kaj je. Zasedba Mladi upi. Kdo ste? Kdo smo? Smo en zelo zabaven ansambel. Odštekan, ja, z veliko energije, zelo radi se pohecamo, radi ljudi dvignemo v zrak, da z nami poje, da z nami plešajo. Pač ful smo fajni, no, tako bom rekla. Že dolgo ste skupaj? Koliko dolgo ustvarjajo Mladi upi Nejc? Že 13 leta. Wow, 13 srečno. Tako. Vsekakor, garderoba je čisto nova. Čisto nova. Nekaj, frišna. ja, ampak nekaj, česar prej nismo videli. Narodne noše. tako, Ja. ja. Prej ponovadi je bila kakšna majčka z New Yorkerja, zdaj smo kar na noše prešali. Zakaj? Sponzorja smo dobili, fajnega. Aha, v redu, torej niste zamenjali ciljne publike, pa se javijo lahko. Pa smo že od nekdaj sanjali o narodnih nošah, ampak res bilo je finančno velik zalogaj, pa smo čakali in čakali, zdaj smo si jih pa lahko prvošli. Smo na rdečo vrli, en špil pa je rata. En špil, v redu, potem pa so se dobro znašli, oziroma je sigurno bil zelo dobro plačan špil. Naprej gremo, z njim bo lepše, Mladi upi. Z njim bo lepše kot z menoj, on je pravi, vse na tebe stavi, naj nič te ne ustavi. Z njim boš poležavala, vsa bogata, on ti dal bo vse, mene ne. Tinja sva noro se ujela, Tinja sva se lepo imela. Ne kupi bo zlata, že jutri se našla, da boš pogrešala naju dva. Ne kupi bo zlata, že jutri se našla, da boš pogrešala naju dva. Z njim bo lepše, praviš mi, njega hočeš, vendar skoraj jočeš, od mene še kar nočeš. Z njim boš šla okrog sveta, z njim boš dama, z njim bo tvoje vse, a kje ljubezen je. Tinja sva noro se ujela, Tinja sva se lepo imela. Ne kupi bo zlata, že jutri se našla, da boš pogrešala naju dva. Ne kupi bo zlata, že jutri se našla, da boš pogrešala naju dva. Če ne s temperaturami, tudi koledarsko poletje je tukaj. Kakšni pa so kaj načrti, plani ansambla Mladi upi? Baje ste zelo dejavni, kljub temu, da nove skladbice za festivale kar padajo. Zdaj gremo na Ptuj, že Žan mislim, da povedal, ne, na festival. To pa Zdaj imamo pa tudi en nov projekt, Tako. smo šli na Pag, smo se malo kopali, malo smo se kepali, res smo se bili fajn. kje pa je s čim? Ne morem povedati na televiziji. Aha, v redu. In en nov projekt, in sicer za ansambl Petka snema en res odštekan video spot in odštekan komad. Zakaj z njimi? Pač malo smo rekli, da bi s kvintetom nekaj prav vidimo, kako mi zazvanimo skupaj. Kako pa se je po tvojem mnenju Kaja našla v trio zasedbi? Jaz mislim, da si rekel, kako se je najlo z devetimi fanti na snemanju. Ne. Moja vprašanja niso trio, ja. predvidljiva. Pravi, da je fajn. Ja? Drugače, ampak tudi na nek način se bo tudi kaj novega naučila. Kajo se verjetno spomnimo, ko si nadomeščala Anito Veselih svatov. Ja, res je, to je bilo lansko poletje in zimo, jesen. Kje je bolje? Kje je bolje? Veš kaj, jaz to ful rada delam, tako da mi je bilo in tam fajn, in tu fajn, ampak zdaj sem tukaj, tako da
Ne daš fantov? Oni so moji fantje, no, in to je to. Dejva še nekaj povedati. Poglejte, no, to ljubezen, se ni čudno, ampak interpretacije so tukaj zelo iskrene delujejo med vama. Ja, A se družite tudi ja, tudi drugače? No? Ja? Daj povej, da smo No, šlahti, pa je to. ja, evo, šlahti smo. To je, kaj, mrzla bratranec in sestriča? sestrična, mrzla. Ja. Mrzla sestriča. Ampak ne tako mrzla. Ne? Pač, Ja, nekaj vmes. midva so super, no, tako bi rekla. Ste super, evo, fletni Midva par. smo super, midva smo cool. Nejc, kdaj si obetamo tale projekt, ki izide? Čez Petko? 8 dni. 8 dni, Še Škoko danes smo morje. neki nas nemajo, Aljasko. Naslov skladbice? Morje, sonce vabi nas. Morje vabi. Morje vabi nas. Kako pa bo izgledalo vaše poletje? Vaši dopusti, morje? Bo kaj dopusta? Avgusta bo avgusta. Ja? Gremo na morje. Zdaj bom vsako današnjo glasbeno skupino vprašal, pa glede na to, da si ti vodja, boš mogoče najboljš povedal, kje je idealna destinacija, če bi mladi upi preživljali skupaj dopust? A je to vikend v gorah? Pak, v redu, pak, imamo, v redu. Pozabo si petko, a veš. Kaj? Pozabo je petko. Petko je pozabo. Petka tudi sicer... Brez petke ne gre. Brez petke ne gre, v redu. Očitno se res obeta en zanimiv projekt, ki ga bomo ogledali čez približno 14 dni. Drugače še eno skladbico podarijo mladi upi vam, drage gledalke in gledalci oddaje Najviža. Dekle, poslušaj, povej, poslušaj. Ja, za vsa dekleta poslušajte. Poslušaj, je dekle, poslušaj. Ansambel Mladi upi so z nami, kmalu pa se nam pridružijo tudi Črna mačka, ansambel Spev in ansambel Zadetek. Od nekdaj je že tako, da moški te sorte smo, radi dobimo se in ga žingamo. Želimo si le svoj mir, da ni v hiši prepir, težavam ženskami se radi izognemo. Samo drugače je vse, ti spremenila si me, brez družbe zdaj sem ostal čisto sam. Le nekaj naj še povem, potem spakiram in grem, ti zdaj ne boš več moj problem. Igrala z mano, dolgo si se deklica, pošteno glavo si mi zmešala. Počela z mano, kar padlo ti na pamet je, počneš lahko to zdaj drugi. Želila zase si vse dneve in noči, pomembni tudi so prijatelji. Če morda pamet pa kdaj tebe sreča le, te prosim stran obrni se. Zdaj nekaj časa sem sam, z veseljem grem v nov dan, brez tebe lepše življenje imam. Pozabil sem na prepir, lahko uživam svoj mir, mi vprašati ni treba, če lahko grem kam. Kot bi hudič klical te, ti spet vrnila si se, takoj povzročaš mi velik problem. Dekle, poslušaj me zdaj, ker ni poti več nazaj, naj ti še enkrat to povem. Igrala z mano, dolgo si se deklica, pošteno glavo si mi zmešala. Počela z mano, kar padlo ti na pamet je, počneš lahko to zdaj drugi. Želila zase si vse dneve in noči, pomembni tudi so prijatelji. Če morda pamet pa kdaj tebe sreča le, te prosim stran obrni se. Zase si vse dneve in noči, pomembni tudi so prijatelji. Če morda pamet pa kdaj tebe sreča le, te prosim stran obrni se. To so Mladi upi in še preden se poslovim od njih, grem do njihove lepše polovice, ki bo zaželela gledalkam in gledalcem nekaj za poletje, nekaj lepega. Nekaj za poletje, nekaj lepega. Čim bolj se spočite, čim bolj se znorite, pejte na veselice, tudi pejte na vaše žurat. špile. Ja, tudi na naše špile, kakšne pridite. Imate dosti? Mogoče malo bolj na poroke boste mogli vleteti, ampak mejte se fajn. Mejte se fajn in mejte se na fajn tudi vi. Vi pa še naprej. Blondinko bomo zdaj zamenjali za črno laso Evo Boto, skupina Črna mačka oziroma njihov predstavnik pa z nami čez nekaj trenutkov. Ja, ti pa zares
Prvo je pa, zdaj pa že ura veliko, jaz moram počasi veliko taj ne. Pa moj lepote, jaz smo doj. Moja mami pravi, da se mi še ne mudi, naj počakam, da ljubezen prava se zgodi. Oče le prikima se v svojem času, da ne boš mi hčerka kdaj na slabem glasu. A jaz sem se že odločila, zdaj pa če kar je, meni srček noro bije, mislim le na te. Ko po noč se naskrivaj, ka meni stisneš, vem, da pravi si leti za me. Če boš tajerca vzela, si boš vse življenje pela. Ti bom kuhal, šival, likal, brisal, čistil in pomival, z mano boš živela v raju. Če boš tajerca vzela, ti ne bo nikoli žal. Bom ljubil tebe le, ljubezen so ti dal. Vsako jutro vom po kavici me prebudi, ljubi mi prinese zajtrk in se nasmeji, na uho zašepeta, kako me ljubi. Ko nov dan prične, se zmahni mi poljubi, spet na krilih vetra srečno poletela bi. S tabo še ta nori svet se v hipu lepši zdi, tvoje modre očke pa mi govorijo, da prav kmalu boš postal moj mož. Če boš tajerca vzela, si bo vse življenje pela. Ti bom kuhal, šival, likal, brisal, čistil in pomival, z mano bo živela v raju. Če boš tajerca vzela, ti ne bo nikoli žal. Bom ljubil tebe le, ljubezen so ti dal. Če boš tajerca vzela, ti ne bo nikoli žal. Bom ljubil tebe le, ljubezen so ti dal. Bom ljubil tebe le, ljubezen so ti dal. Oddajo Najvižja spremljate Eva Boto s črno mačko, črna mačka pa je še vedno črna, Jani, živjo. Seveda, ja, to je že pa kar skoraj 20 let, no. Aha, vi ne menjate črnolase za blondinko? Ne, mora biti črnolaska, to smo rekli. Nekaj imamo v rokah, lani ste praznovali 15 let. Tako je, ja. In en izdelek je nastal. Ja, sicer je to zbor enih takih večjih naših uspešnic. V bistvu smo potegnali te boljše komade, ki smo jih do zdaj posneli in smo dali tule gor. Je pa ta nova tudi sodelovanje z Evo Boto. In imamo še pa seveda zdaj tudi nekaj na novo posneto, kar pa še ni gor na nosilcu zvoka. Zdaj skladbica oziroma zgoščenka ni zastonj v mojih rokah. V tem trenutku ste povabljeni, da nas pokličete na telefonsko številko 03 897 077 0. Zgoščenka je lahko vaša, drugače pa z Evo še sodelujete. Seveda, ja. Eva dela tudi samostojna kariera, mi pa kot trio smo stalnica, dodatki so pa seveda Eva Boto, Lake Simona Plut, od Plut Family, z našo prvo pevko še vedno sodelujemo, zdaj ima dojenčka in tak naprej. Torej, kar 3 punce imate. Kako se potem odločite, katero vzeti na špil? Ja, mislim, da imamo to kar sladke probleme, ker vse 3 so res vrhunske. Vsaka je sicer na enem področju, mogoče blesti še bolj kot ostali 2, ampak vedno se to pogovorimo s tistim, ki nas kliče za špil, kakšne želje so in še vedno pa je tudi kvintet varianta odprta za ljubitelje kvintetovske muzike. Brata Tkavc še zmeri rada priskočite na pomoč in takrat pa je stari Avsenik, stari Alpski in tak naprej. Plesna muzika. To je pa to potem. Ja, v bistvu se prilagodimo čist. Podarjamo zgoščenko skupine Črna mačka z Evo Boto in imamo telefonski klic. Dober večer, kdo je z nami?
Dober večer, Anita tukaj. Pozdravljeni, odkot pa kličete? Iz Mislinje. A ste danes kaj žalostni, kaj je zadnja oddaja v sezoni? Ja, se bomo ponovitve gledali. Ponovitev bo dovolj. Preko celega poletja, vsak četrtek ob 21. boste z nami. Ja, to se da se pregledati. Najlepša hvala, da ste poklicali, zgoščenka je vaša, uživajte v ritmih. Kam greste na dopust, to me še zanima. Malo hribe, malo v vodo. Vsega po malem. Ja. Vsega po malem. Nič, najlepša hvala za vaš klic in se gledamo do konca oddaje. Enako. Srečno, lep pozdrav v Mislinjo. Eno anekdoto si mi prej povedal. Kako je bilo s tem Abrahamom? Ja, no, glede pevk smo govorili, ne? Ja. No, nekaj časa nazaj me kliče en gospod, praznoval bom Abrahama, bi prišel špilat, ja, so neko ni problem, termin je bil prost, katero pevko imate zdaj? So nekaj, lahko izbirate, imamo zdaj 3. No in on en čas študira, pol pa reče, kaj pa če bi vse 3 prišle, pa vam ni treba priti. Kljub vsemu si danes tukaj še zaradi nečesa, nekaj novega nastalo. Res je, ja, tale videospot, ki se je zdaj vrtel, če bo Štajerca vzela, to smo naredili za Evo, je star 1 leto. Malenkost več, no. Ja. Januarja lani smo snemali ta videospot pod produkcijo Pavec. Trenutno pa imamo zelo en tak zanimiv vroč komad z naslovom Ti si mi usojena. To smo pa skupina Črna mačka sodelovali za skupino Eros. Zakaj ravno z njimi, se prepričajte takoj zatem, ko si pogledamo tale videospot. Torej, vabljeni k ogledu, midva z Janijem ostaneva tukaj v studiu samo za vas. Ti si mi usojena, Črna mačka in skupina Eros. Mogoče je bolje, da sploh ne vem, kaj delaš in kje si. Kaj misliš, kot hodiš, kaj si želiš, s kom daleč tam živiš. Vsak dan prva misel je tvoj nasmeh, čarobni lesk v očeh. Srce mi razbija in hrepeni, spet sanjam z mano si. Moje oko ni lepše od tebe še videlo. Moje srce le enkrat bilo je zaljubljeno. Upam nekoč spoznala boš, da si mi usojena. Takrat poljubček ti dam in rečem, da rad te imam. Jesen hladna tiho prikrade se, sam tavam na okrog. Še listje zakrilo je vse sledi, ni najinih poti. Minila so leta, je šla mladost, a kdaj pogrešaš me? Nikoli pozabit ne morem te, bila si mi vse. Moje oko ni lepše od tebe še videlo. Moje srce le enkrat bilo je zaljubljeno. Upam nekoč spoznala boš, da si mi usojena. Takrat poljubček ti dam in rečem, da rad te imam. Nekoč spoznala boš, da si mi usojena. Takrat poljubček ti dam in rečem, da rad te imam. Takrat poljubček ti dam in rečem, da rad te imam. Ti si mi usojena in nov glasbeni projekt skupine Črna mačka. Zakaj v sodelovanju z Erosi in ne s katero drugo glasbeno skupino? No, naša skupna točka je basist, naš se prav Sadek Jože, ki je član Črne mačke in član Erosov. In zraven vsega smo še pa prijatelji veliki in se veš, pa ob šanku pride kakšna debata in rezultat je tu. Še iz šanka ob nastajanju tele skladbice kakšna anekdota padla?
Jo, to je dosta anekdot, po večini so take, ki bolj že niso za eter. Niso za v javnost. Ja. Avtor Seveda. skladbe še morda. Ti si mi usvojena. No, to sem jaz, se moram malo pohvaliti. Ja, absolutno, zato sprašujem. Nekako narodno zabavno glasbo jaz pišem, ja, in besedila in melodije. Razen kar je kvintet variante, to pa je Damir pol za aranžma, za trobenta, klarinet. Kje ima Črna mačka največ nastopov? A so to poroke, Ja. slavja, veselice? To, ja. V bistvu veselici imamo zelo malo, no. Bi rekel, mogoče njih 5-6 v celem letu. Večinoma imamo pa poroke, zaključene družbe in abrahame, razne otvoritve, maturantske plese tudi. Zdaj, glede na to, da imate 3 pevke, med katerimi lahko zbirate, kako se potem usklajujete z vajami, jih sploh še imate? Katero pevko Ja, poklicati, seveda. na katere vaje? Brez vaj ni nič, a ne, vaje mora biti. Ja. S tem, da res je, da mi imamo en tak železni repertoar, ki se ne spreminja, približno 50%, naprimer. Preverjene variante. Tako standardni program, ki ga ne moreš menjati. Ostalo pa menjamo in vsaka pevka ima nekaj svojega prinese, s tem, da Eva je seveda zelo prepoznavna in smo prav ponosni, no, da se deluje z nam. Mislim, da je res, tudi zmagala je zdaj na slovenski popevki, evrovizijska pevka, zraven vsega pa res izredno dobra vokalistka in kot človek in kot vse, tako da zanimivo je v vseh primerih, no. Vsekakor, skupina Črna mačka, danes si prišel, Jani, zato da predstaviš tale nov video spot, ti si mi usvojena. Kaj si nadejate novega čez poletje? Imate samo nastope ali boste kaj tudi pridni? Ja, nastope imamo skozi, no, to se moramo kar pohvaliti. Ta video spot smo zdaj res posneli, vroče nam je bilo pa tako, da smo, nisem mislil, da bo taka vročina bila. In tu snemali smo v kampu Menina, Varpole. Zgornja Savinjska. Tako, blizu Lepi našega konci. doma in je bilo super. Imamo že pa posnet en komad s pevko Simono. To pa je ena zelo zanimiva varianta. Ona igra tudi violino in smo en tak poročni valček naredili. Septembra, oktobra nekega bomo pa spustili v eter. Pa vendarle, je Zgornja Savinjska dolina primarni konec vaših nastopov? Ja ne, ni, nikakor. Zato, ker smo res igramo vse posodno. V bistvu zadnje čase manj tujine, kot smo prej. Čas smo kar dosti igrali tudi izven meja naše Slovenije. Da ne omenjam Avstralija, Amerika, smo kar potovali dosno. V zadnjem času pa večinoma igramo v Sloveniji. Tak da. Pa tudi ne morem kaj nazaj. Kaj pa je mogoče okolica Ljubljane, mogoče največ. No. Vas vleče kaj nazaj v Kanado, Ameriko? Ja, zdaj imamo spet ponudbe, imamo spet za Avstralijo še enkrat. Želja nam je Argentina, ki nam žal ni bila usvojena, 2-krat smo bili že zmenjeni. Enkrat je v bistvu bila Argentina tik pred državljansko vojno, glih tisti mesec prej, preden bi mogli iti. Pa še enkrat se nam je nekaj zalomilo. Mislim, da to nas še čaka. No. Kaj pa je tam tako posebnega, da vas vleče tja v Argentino? Mogoče glih to, ker še nismo bili, a ne? Bili smo v Ameriki, bili smo v Skandinaviji, smo bili na Švedskem, špilali smo v Romuniji, v Rusiji. No, vendarle, klobaso ste zašpilali, ste doma. Ja, brez skrbi. Ostajate doma. Najraj. Ja. Narodno zabavna je še vedno naprej na vašem repertoarju, ja, tudi v vaših avtorskih komadih. Tako, ja. Narodno zabavna glasba je pač tista glasba, ob kateri pozabiš na skrbi, nekako te vzdigne, lahko zaplešeš. S tem, da se tudi tu prilagajamo, ali frajtonarca, ali klavirska harmonika, tako da. Morda še ob koncu najnega intervjuja v imenu skupine Črna mačka, če voščiš našim gledalkam in gledalcem oddaje Najviža, kakšno lepo misel za poletje? Kaj vam naj rečem? V glavnem, vsem želimo en tak res prijeten dopust to leto in če le mogoče pozabite na vse skrbi, poslušajte muziko, pijte, jejte in ono tretje, kar še spada zraven. Pa Črno mačko, a ne? Jani, najlepša hvala za tvojo družbo. Se vidimo v naslednji sezoni. Takrat pa se nadejam celotne ekipe. Ja, tako. Vsekakor. Z veseljem. Začnemo prvi četrtek v mesecu septembru. Upam, da boste takrat z nami tudi vi na isti lokaciji, na istem programu ob 20. uri. Mi pa nadaljujemo z videospotom ansambla Napev iz Veselice na Veselico. Na veselico z Veselice, to poletje noro bo. Vsa deklita so na trnih, jih bo plesat peljal do. Na veselico z Veselice, to je moj
če bo katera prava, lahko mi vzame srpski stan. Sem celo zimo pomlad, se grev za pečjo, čisto sam, odšteval dneve vse, da končno se začne. S prijatelji naredil sem plan, taktirane uide nam, odštev sem dneve vse, v soboto se začne. Na veselico z veselice, to poletje noro bo, vsa deklita so na trni, jim oblizan veljal to. Na veselico z veselice, to je moj poletni plan, če bo katera prava, lahko mi vzame srpski stan. Na veselico z veselice, to je moj poletni plan, če bo katera prava, lahko mi vzame srpski stan. Zdaj to že moje poklic, postal sem doktor veselic, pod odrom čaka dekle, da v noč zapelje me, še preko začekal dva. Da bolj bogumen bom ja, gredoč zavriskam na glas, da sliši cela vas. Na veselico z veselice, to poletje noro bo, vsa deklita so na trni, jim oblizan veljal to. Na veselico z veselice, to je moj poletni plan, če bo katera prava, lahko mi vzame srpski stan. Na veselico z veselice, bil je moj poletni plan, a ena bila je prava, adijo zdaj moj srpski stan. A ena bila je prava, adijo zdaj moj srpski stan. Iz veselice na veselico in ansambel Napev še ena premiera na VTV vaši televiziji in oddaji Najviža, zadnji v tej sezoni. Nadaljujemo pa z našimi tretjimi glasbenimi gosti te oddaje, a kljub vsemu ne zadnjimi. Ansambel Zadetek so z nami in njihova skladbica Muzikant, ter trije fantje seveda. Mlad sem fant, muzikant, pismi pojem in igram, s dobro družbo kot ste vi, res najlepše se imam. Ko moj glas se oglasi in v srci zazveni, dobra volja vsem skrbi nadomesti. Vsaki dan, vsako noč, on sprehaja se pojoč, lepe viže pismice, poje vriskana vso moč. Lej veselje fantič, pravi mali fič firič, nikdar s tabo voljo ga ne spravi nič. Ko muzikant zapojem, tra-la-la-la-la, pogledal sam me prav veselo, spet vriskalo se bo in pilo, plesišče v ritmu zavrtilo, zato zapojmo skupaj, tra-la-la-la-la, naj zdaj prekrasno se imamo, ko muzikanti vam igramo, veselje s pismijo podamo. Vsako noč jaz prehajam se pojoč, lepe viže pismice, pojem vriskam na vso moč. Lej veselje fantič, pravi mali fič firič, nikdar s tabo voljo ga ne spravi nič. Ko muzikant zapojem, tra-la-la-la-la, pogledal sam me prav veselo, spet vriskalo se bo in pilo, plesišče v ritmu zavrtilo, zato zapojmo skupaj, tra-la-la-la-la, naj zdaj prekrasno se imamo,
ko muzikanti vam igramo, veselje s pismijo podamo. Zato zapojmo skupaj, tra-la-la-la-la, naj zdaj prekrasno se imamo, ko muzikanti vam igramo, veselje s pismijo podamo. Ko muzikanti vam igramo, veselje s pismijo podamo. To so ansambel Zadetek in se mi zdi, da ni minilo leto, odkar so bili na zadnjem studiu oddaje Najviža. Zadetek, živijo! Lepo pozdravljen. Ni bilo leto, tako je. Mislim, da je pa bilo vse počasi, bo leto, tam enkrat oktobra je bilo. Je pa bila tudi malo drugačna zasedba. Je pa bila tako tudi malo drugačna zasedba, torej pridružil se nam je Luka. Luka, kdo pa je Luka? Kdo pa je Luka? Luka je Luka. Ja? Naj se sam predstavi, ja. Mu prepuščaš, v redu, dobro, izvoli, dober večer, Luka, me veseli. Dober večer, ja, kdo? Jaz sem Luka, prihajam z Vinske gore, tule blizu. Kaj naj povem, prej sem špilo že pri večjih ansamblih, na zadnje pri ansamblu Moment. Zdaj pa smo se fantje dobili. Pa, mislim, da ustvarjamo kar lepo naprej. No, gremo še do konca, tule ansambel Zadetek pridno ustvarjate, kar nekaj novih skladbic je nastalo v tem letu. Nastalo še nastaja, nekatere so že, neka osnova je, nekaj se še bo aranžmajsko naredilo, gremo posneti in to je to. Tudi kar nekaj uspehov? Ja, v lanskem letu je bilo nekaj uspehov, na Vurberku smo bili absolutni zmagovalci, pa v Lučah smo bili absolutni zmagovalci. Dokaj skromno tole deluje, skromni fantje. Prihajate še z istih koncev? Ja. Luka zdaj malo pokrival velenjski konec. No, evo, to sem hotel vprašati. Tako da smo malo razporejeni, no. Kdaj gostiš tudi vaje? Ja, seveda. Glih dan smo imeli vaje pri meni. Ja, katero novo ste se naučili? Ponavljali smo stari repertoar, pa nove dve skladbice pripravljamo za Ptujski festival. Super. Tako da, to no. Kdo bo boljši, Mladi upi ali ansambel Zadetek? Pustimo se presenetiti, bomo videli. Dobro, nadaljujemo z dobro glasbo. Ansambel Zadetek so z nami in njihova naslednja skladbica, Zadetek. Vsaka mi da poljubi srca, joče in hoče, da moja bi bila. Vroči pogled, sanjski nasmeh, zadetek sem njenih očeh. Dolge nogi, mehki lasje, sanje nas moških so ljubice vse. Pri eni prespim, drugi hitim, tretji pa srček pustim. Polna politja ali zim, vseeno daj kateri ljubci gre. Harmonka, kitara, je moški tandim in ko priključi se še bas, ter mladi lepi moški glas in stas, dekleta zadeta so od nas. Ta svet sanjskih deklet, vsaka me hoče le zase imet, a vračam se tja, kjer je doma deklica mojega srca. Polna politja ali zim, vseeno kdaj kateri ljubci gre. Harmonka, kitara, je moški tandim in ko priključi se še bas, ter mladi lepi moški glas
glas in stas, dekleta zadeta so ob nas. In ko priključi se še bas, ter mladi lepi moški glas in stas, dekleta zadeta so ob nas. Pravijo, da je petek dan za zadetek. Kako pa je pri našem ansamblu? Pri našem ansamblu pa je kar vsak dan za zadetek, bi skoraj lahko rekli. No. Nasploh v zadnjem času skupaj smo, zdi se mi skoraj včasih od ponedeljka do nedelje. Ja. Vsaki dan pride televizija, pridejo vaje, pridejo špili, pridejo veselice, pride presenečenje, pride snemanje, pridejo novi komadi in resno. Zdaj si verjetno pojasnil besedo zadetek. Ja, skoraj ja. A so tebe že snubili na kakšni radijski postaji? Snubli? Ja, mislim, pač so te hoteli kje imeti, bi kje delal? Ne, še bi pa. Imaš ponudbo? Bi? Zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Zakaj pa ne bi oddaja Najviža imela še radija? Radio Najviža. Kamot. Se strinjate, snemalci? Radio Najviža, zakaj pa ne? 24/7. Kakšen ansambl je ansambl Zadetek? Boj za koncerte, boj za ohceti, z veselice? Kje se najbolj počutite? V bistvu vse posodno. Čeprav seveda najboljše na kakih veselicah, abrahamih, porokah, absolutno. Je pa tudi kakšni koncerti pridejo, mislim, zelo fajn smo. Nekaj se bo treba razvrstiti. Razvrstiti kot? Ja, no kaj rečeš, veselica, poroka, abraham? Jaz rečem tudi za vse, no vse posod je fajn, ne morem se predariti na eno. Kaj pa polka valček? Polka valček kot festival? Ne, bolj kot polka ali valček. Polka ali valček za grad? Ja. Pa odvisno od dneva, včasih valček, včasih polka, včasih zabavna, včasih rok. A kljub temu energični vedno. Energični vedno, tako. Smo pa tudi zaljubljeni, včasih kakšni valčki, pa kaj takega se tudi. Zaljubljeni. Imate vsi že deklice? Ja, mi z Matico imamo, ja, zdaj Luka ne vem, kaj čaka, ne. Če mogo kaj na tem postoriti, ne. Ja, midva pa smo srečno zaljubljena. Katera je bila prva deklica, ki ste ji zapeli tole skladbico, ki je naslednja? Kera je bila prva? Smo deklico zapeli? Ja. Lahko poveš, kera je notri? Mislim, da je bila kar Tamara prva. Kera je notri? No, katera pa je noter? Katera je noter? To zdaj kak misliš, no? Ja, jaz neč ne mislim. Torej, katera je noter v samem videu spotu deklica, ki smo pač posneli z produkcijsko hišo Golico. Je pa nastopala Tamara Duh, to je pevka od Mladih Pomurcev, tako da ta je noter, bi lahko tako se izrazili, no. Naj bo to ta deklica, v kateri prepeva ansambel Zadetek. Kako pa zvenino tale deklica? Prisluhnimo ji. Sedil sem v baru s prijatelji na pivu in videl prek ceste res slušno deklino. Stopil sem k njej in rekel ji fino, a prideš z mano nocoj? Se vstala je pogledala, kaj z mano se dogaja, takoj se zaljubila in roko mi podala. Se skupaj šla na ples, ter noro se imela, že ljubčka, dobil sem parkrat mes. Zdaj moja ta deklica postala je in z mano življenje lepše je kot prej. In moja ta deklica še dolgo bo, ne dam je, moje je dekle. Zdaj pliševa vsak dan po hiši gor in dol in včasih se zamislim, pa ti si malo nor, da našel si dekle, ki dala ti je vse, ljubim jo iz dneva v dan vse bolj. Zdaj moja ta deklica postala je in z mano življenje lepše je kot prej. In moja ta deklica še dolgo bo, ne dam je, moje je dekle.
še dolgo bo. Ne dam je, moje je dekle, moje dekle. Ne dam je, moje je dekle. Zadeti od glasbe, dobre energije, tudi poletnih zabav, ki so pred vami. Tako, poletnih zabav je kar veliko, veliko jih je že bilo. Poletni meseci so že, mislim, lahko bi rekel, kar nekaj časa, če ne poletni, pa tudi precej vroči. Tako da prva stvar, ki vas lahko kar vse povabim, je veselica v Postojni. To je kar to soboto, gasilsko društvo ima veselico, tako da budemo vabljeni. Kaj se pa vsega drugega tiče, no res je ogromno stvari, to je pa kar najboljše iti na Facebook ali pa nas poklicati, kje smo, kak smo, kaj smo, ker tega je res ogromno, no lahko se za 2 uri pogovarjamo, če imaš čas. Jaz te bom že ustavil, ko bo dost. Ne, hecam se. Zdaj smo na trenutku oddaje Najvišja oziroma v momentu, ko je treba povedati nekaj lepega našim gledalkam in gledalcem za dolgo vroče poletje. Torej, dragi gledalci, drage gledalke, želimo vam resno, lepo, fajno poletje, da se boste imeli radi, da vam bo vroče, pa ne vroče, kak boste pa želeli. In da se vidimo no spet, ko se Najvišja ponovno začne. Točno tako. Prvi teden v mesecu septembru bomo z vami, prvi četrtek ob 20. uri, drugače pa za vami je en zelo uspešen koncert. Zdaj že nekaj časa od tedaj, a kljub temu? Tako, zdaj je že nekaj časa od tedaj, bilo je to malo potem, ko smo bili tukaj. Koncert je bil decembra, natančneje 4. decembra, če se prav spomnim, v Pesnici pri Mariboru. Bilo je resno pestro, moram reči, no, koncert je trajal sami 2 uri pa pol. Dvorana je bila tako rekoč polna, bila je to športna telovadnica, tako da je bilo kar nekaj ljudi. Naredili smo koncert ob izdaji CD plošče. Žal je trenutno nimam zraven, ker iskreno povedano sem jo pozabil v avtu. Ampak, ja, no, planiramo, da bomo takšen koncert še naredili. To leto? Ne vemo, če letos, to še ne vemo, ker še pač je vseeno ogromno stvari za to in lani smo rekli, če naredimo CD, moramo to narediti. Za ta koncert pa še bomo videli ali to leto, če ne pa letos, pa drugo leto zagotovo. Torej, lepo poletje želim tudi vam, predvsem uspeh, dober na Ptujskem festivalu, kamor greste. Najlepša hvala. Še kam drugam? Za letos še, tako rekoč, če nismo odločili, mogoče še kakšen manjši festival, če nam bo stal čas, tako pač fajn je, družimo se, zakaj pa ne, tako so vsi festivali. Točno če tako. ne druga, pa zagotovo drugo leto kakšna polka, valček in podobno. Najlepša hvala za obisk v studiu. Z njihovo naslednjo skladbico pa gremo naprej. Tisti večer se imenuje, tukaj so jo že zaigrali, zakaj jo ne bi slišali še enkrat. Preden pozdravimo nove glasbene goste in kot napoved, da ne bom zgubljal besed, bo videospot, ki sledi tistemu večeru ansambla Zadetek. Ko sva skupaj tam sedela, ki je tisti večer, ko sva skupaj sanjala, sva vse zvezde na nebu preštela in upala, da se ta noč ne konča. Si takrat obljubila, da me večno boš ljubila, si takrat povedala, da se ta zgodba ne konča, a ko prišel bo čas, da boš odšla, prosim spomni se na naju dva. Večerih iščem te, da bi skupaj pokramljala. Ob večerih si želim, da nazaj bi ti prišla, a usoda drugače je hotela in vzela te
iz objema mojega. Zdaj to lažim se, da kmalu spet te vidim. Zdaj srce mirim, da bo do tebe ne zgrešim. In ko zagledam te tam, ti rečem, rad te imam. Nikoli in nikdar te več ne dam. In ko zagledam te tam, ti rečem, rad te imam. Nikoli in nikdar te več ne dam. Roža moja si bila, roža mojih mladih dni. Lepa, nežna, tiha vsa, dala si ljubezen mi. Naj me sliši, da brez nje sanje so odšle, vse sanje tistih dni, vse moje radosti. In da jo ljubim še, ne morem sam brez nje, saj roža moja je. Naj me sliši, da brez nje sanje so odšle, vse sanje tistih dni, vse moje radosti. In da jo ljubim še, ne morem sam brez nje, saj roža moja je. Zdaj že dolgo je tega, ko cvetela zame si, a še vedno misel ta se srca dotakne mi. Naj me sliši, da brez nje sanje so odšle, vse sanje tisti dni, vse moje radosti. In da jo ljubim še, ne morem sam brez nje, saj roža moja je. Naj me sliši, da brez nje sanje so odšle, vse sanje tisti dni, vse moje radosti. In da jo ljubim še, ne morem sam brez nje, saj roža moja je. In da jo ljubim še, ne morem sam brez nje, saj roža moja je. Kot ste lahko ugotovili, drage gledalke, gledalci iz videospota, z nami so ansambel Spev. Pomladili so se za 20 let, skoraj znoreli in presenetili sami sebe. Dober večer. Dober večer, Žiga, dober večer, gledalke in gledalci in vaše televizije. Mare in Edo, je to res? Še vedno. Kaj še vedno? Še vedno Mare, še vedno Edo. A kljub temu ponoreni, znoreli, presenetili sami sebe in pomlajeni za 20 let? Pomlajeni za 15. A 15, to je to. Ansambel Spev letos 15-letnico praznuje. Ja, res, morda smo se pa res malo spremenili. Spremenili se nismo, ker se spremeniti ne moreš. Res pa je, da smo posneli en tak živahen videospot, da smo bili pa tako živahni, ko smo bili, so pa kriva dekleta, saj je kar 80 gasilk sodelovalo zraven in v takšni družbi pa res ne moreš biti nekako kiso ali pa počasen. No, in o tem bomo tudi danes govorili. Novi videospot za že znano skladbico Gasilka, ki so jo že izdali kar nekaj časa nazaj, ne?
Ja, sama polka je že res bila izdana lani. Odločili smo se za videospot, ampak smo počakali na toplo vreme, kajti že takrat smo imeli v mislih, da bo zgodba sama posneta v toplih dneh, da se bomo lahko špricali z vodo in uprizorili pravo poletno veselico. Edo in Mare, atraktivnost, dinamičnost ni nekaj, kar bi človek pripisal ansamblu Spev. No, s tem se glih ne bi ravno jaz se strinjal. Tudi spevci smo lahko zelo, zelo živahni, seveda smo pa tudi sigurno zelo včasih zaljubljeni, romantični, kajti pesmi, ki jih izvajamo, so pač takšne, kot smo mi. Res, da nismo, da bi skakali čist pod strop, ampak smo pa tik pod vrhom. No, ampak če govorimo dotično o tele skladbici Gasilka in snemanju videospota, kaj ste pokazali tukaj, spevovci? Ja, sama zgodba res govori o živahnosti, mogoče zato takšna tema. Pokazali smo, da je najbolje sodelovati z gasilkami. To smo ugotovili in tudi nas je res kar privzdignilo njihovo skupno miganje, kajti vse te gasilke so se naučile plesati na eno prav posebno koreografijo, ki so jo tudi tam izvajale ves dan na snemanju. Še mi smo se zraven naučili tega plesa, ampak raje ne bomo demonstrirali. Je pa res, da je živahna polka in zato smo tudi bolj živahni kot sicer, kot praviš. S pripravami na snemanje videospota ste začeli zelo hitro, zelo resno tudi? Seveda, Edo, kdaj smo začeli? Začelo se je res že leto nazaj, saj smo povabili k sodelovanju gasilke in odzvalo se je zelo veliko število. Potem smo nekako izbrali 10, 8, koliko je bilo društev, 10 desetin, katere so potem prišle v finale in sodelovali zraven. Presenečen je tudi ena izmed gasilk, edina v Sloveniji, ki ima izpit za C kategorije, torej je šoferka gasilske cisterne. Tudi ona je sodelovala in tako da je bilo kar veliko priprav, ampak konec koncev smo zdaj zelo, zelo ponosni na ta izdelek, tako da se je splačalo. Na žensko populacijo gasilskega društva kar včasih malo pozabimo. Ja, res je tako. Večinoma se pogovarjamo o gasilcih, že pogovorno se reče gasilec, ampak mi pa smo se res spomnili na gasilke. Naš Edo je tudi gasilec in ko smo prejeli besedilo, smo rekli, vidiš, to je tisto, gasilke so tiste, ki se jim moramo res posvetiti, jih omeniti. Ni to samo romantična zgodbica, kot jo prikazujemo v spotu. Gre za to, da je veliko punc gasilk, ki so prav tako sposobne kot gasilci, mogoče še bolj. So pa Mare tudi soproge gasilcev in sigurno držijo kar precej niti v svojih rokah, že s tem, da jih spodbujajo, da jih tolažijo, ker so utrujeni ali pa kakorkoli drugače. Torej, to je res za vse gasilke, tudi soproge gasilcev, en tak dar ansambla Spev. Kljub temu, da nekako izhajate iz kraja Šoštanj, vas nemalokrat vlečejo v Šmartne ob Paki pod goro Oljko. Zakaj vam je ta kraj tako domač, tako ljub? Tam ste posneli namreč tudi tale videospot, ki si ga bomo ogledali zelo kmalu. Ja, ansambel Spev imamo res kontakt lociran v Šoštanju, kjer imamo tudi vaje, natančneje v Florjanu pri Šoštanju, pri našem Boštjanu. Ampak smo pa dva člana Šmarčana, Kristjan in jaz. In seveda smo, ko smo izbirali lokacijo, izbirali prostor, kjer bo dovolj prostora za vse te gasilke. Potem smo potrebovali tudi gasilski dom, ki je bil v neposredni bližini. Boljšega prostora si ne bi morali izbrati in sploh ni bilo dvoma, kje bomo snemali. In še malo smo tudi lokal patrioti, tako da je treba tudi. Kjer je dim, je tudi ogenj, pravijo. Nekega je bilo tudi v vašem videospotu? Ja, seveda. Poleg vročih gasilk je dejansko gorelo iz ust dveh burhavcev ognja, ki sta bruhala ogenj tako kot prava zmaja. Ampak to je res bil kar dost velik efekt, kot boste videli v videospotu. Mi smo res občudovali ta dva fanta, ki sta tekom dneva kar velikokrat bruhnila potem, da se je to posnelo. Zanimiva reč. Mareta in Edota gostimo v studiu oddaje Najvižja. To je naša zadnja oddaja pred vročim poletjem in za vroče poletje je kot nalašč pisana oziroma posneta tudi tale video podoba skladbice Gasilka, ansambel Spev, atraktivnost in dinamičnost.
sem se v gasilko, a ona sploh me ne pozna. Jaz gledam skrivaj za njo, ko vaje gasilske so. Ko ona cevi razvija, se od ljubezni mi vrti. Razmišljam ves čas samo, kako povedal bi ji to. Nocoj pa na veselici sem zbral pogum in šel do nje. Povabil sem jo na ples, zardela je do ušes. S pogledi sva se ujela, besede treba ni bilo. Plesala sva celo noč, nato dobil poljub sem vroč. Gasilka, pokaži mi, kjer v srcu ogenj ti gori. Nevaren požar je to, le jaz ga pogasim lahko. Gasilka, kar brez skrbi, zato sirene treba ni. Ko srček dovolj bo vroč, samo pokliči na pomoč. Nocoj pa na veselici sem zbral pogum in šel do nje. Povabil sem jo na ples, zardela je do ušes. S pogledi sva se ujela, besede treba ni bilo. Plesala sva celo noč, nato dobil poljub sem vroč. Gasilka, pokaži mi, kjer v srcu ogenj ti gori. Nevaren požar je to, le jaz ga pogasim lahko. Gasilka, kar brez skrbi, zato sirene treba ni. Ko srček dovolj bo vroč, samo pokliči na pomoč. Gasilka, kar brez skrbi, zato sirene treba ni. Ko srček dovolj bo vroč, samo pokliči na pomoč. To je njihova gasilka, ansambel Spev je z nami, Mare in Edo. Se pa nadejata, da bodo vse gasilke tole, ne, zdaj že verjetno znajo, vseh tehlih 80. Ja, zelo interesantno je, da sedaj, ravno ko smo igrali v Ribnici, so prišla dekleta Mara iz Šalka vas, tako, in so vse odplesale skupaj tole pesem, ki smo mi na odru odigrali. In je res, to je en tak občutek zelo lep. Prišle so pa tudi iz Oplotnice, v dan prej, v Laporje. In prav lepo je to, ker smo uspeli takšno vez stkati in zelo nam je pa všeč tudi, ker so dekleta dejala, bilo je naporno, bilo je vroče kot, ja, in dekleta so dejala, da je bilo perfektno, da so to doživela, še nikdar niso doživela kaj takšnega in sedaj so imeli izkušnjo, bilo je zelo naporno, ampak so vse šle domov srečne in naslednji dan potem pošiljale preko pošte, da kakšno doživetje je bilo to za njih, da si niti v sanjah niso mislili, kako videospot nastaja. In zato smo bili kar tudi mi veseli in ponosni, da smo jih povabili ravno te. Vseh 80 so zrihtali fantje z majčkami, mislim, kot nagrado, ne? Ja, in tudi osnovno sredstvo je bila majčka, kajti vse so bile v istih majčkah, Spev gasilka, ki jo imam, Edo, veš, kaj sem najdel v avtu danes? Eno majčko. Ne. In sem se odločil, da bi mi danes lahko to majčko tule pri vas neki punci, ki bi bila... Punci ali ženi? Ja, bi lahko tisto majčko podarili.
Faj smo tole zdaj zapakirali. Dobrodošli torej na telefonske številki 03897 Zadnji telefon letošnje sezone oddaje Najvižja, tako da hitro pokličite punce, katera bi imela majčko gasilka, morda katera, ki je nastopala v videospotu, pa ima še sestrico, ki ni mogla priti, morda naša kamermanka Zalka, ki se tudi veseli skoka v morje, ali morda naš Bojan, se mi pa zdi, da mu bo majčka premajhna. Nekaj trenutkov še imate, da nas pokličete, ansambel Spev je z nami, majčko gasilka, podaljujemo 03897 drugače pa ansambel Spev imamo? Nimamo še. Imamo, dober večer, kdo je z nami? Dober večer, jaz pa kličem iz Zasavja. Iz Zasavja, pozdravljena. Kako ste? Rada bi vaše fante pozdravila. Hvala lepa. To je moj ansambel, ko imam vsak dan na petelini glasbeno željo in rada bi pa čestitala, da smo rojstni dan njegov, ta glavni šef. Ja, to je točno. Naš Erik danes praznuje, ja? Tako. Boma predala pozdrave. In cel popoldne pošiljam nekaj in mi ne uspe, tekom jutri bo pa dobil mojo čestitko. Krasno, lepo, da ste takole obveščeni in informirani. Gospa iz Zasavja, majčka je vaša, uživajte, naj vas hladi v vročih poletnih dneh, je bele barve. Poslušajte, a je dovolj velika? Gospa, najbolje, da kar poveste, kakšno številko bi imeli, pa bomo to uredili. Veste, kako bi imela rada, tako, ki je vaš sosed ali pa tak, ta glavni šef, taka bi mi bila meni prav, da bi še mešken devala. Dobro. No pa, da ne bo pa za spat na konc. Ta sosed sem jaz in torej bo kar dala tako primerno. Dogovorjeno, pridno nosite, pa pridite na kakšno našo veselico. Dan ste bili dol v Hrastniku, pa nisem imela časa priditi. Škoda. Drugače vas vsak dan obožujem na petelinu in danes nisem prišla vezo, ker nisem imela do polna časa. In se vašmu zelo zahvaljujem, ga bom pa tudi po telefoni poklicala, upam, da ga ne bom motila. No, dajte mu zaželeti vse najboljše, mi pa želimo to isto vam. Lep večer vam želimo, še naprej najlepša hvala za vaš klic. Mare in Edo, še to moramo povedati, ansambel Spev letos praznuje 15 let. Tako je, 15 let praznuje ansambel Spev in to v istem sestavu. Ista ekipa, torej Kristjan, Boštjan, Erik in midva. In res moram reči, da jaz osebno sem zelo srečen, da sem v teh 15 letih doživel, kar sem in se veselim naslednjih let. Se obeta koncert? Ja, ansambel Spev skozi nekaj delamo, skozi nekaj razmišljamo, tako da dosti kaj ne bova izdajala. Sigurno pa je treba takšno obletnico, 15 let, se sicer morda sliši malo. Minilo je zelo, zelo hitro in je treba sigurno to obelodani z nečem. En CD bomo sigurno ob tej obletnici izdali, kar bo še pa ostalega, bo presenečenje. Najbolj veseli smo pa to, da bomo igrali še pa tudi naprej, kajti ansambel Spev v drugi sestavi se ne vidimo, najbolj uživamo tako, kot smo. Včasih se spremo, sploh z Maretom na odru, ker zna biti zelo žleh, čeprav je takšne postave suhe, ampak vseeno je to bolj v šali in se res imamo neskončno lepo. Veseli nasmejani, torej najlepša hvala za vajno družbo, srečno, lepo poletje želim, polno nastopov in najlepša hvala vam, drage gledalke in gledalci oddaje Najvižja za to sezono. Danes ste spremljali zadnjo oddajo pred poletjem, znova se vidimo prvi teden v mesecu septembru, četrtek ob 20. uri tukaj v studiu oddaje Najvižja. Lepo, srečno poletje želimo in seveda veliko dobre, odlične, narodno zabavne glasbe. Lahko noč.